ostaneš tukaj, pa prosim Dragana pa dr. Preinfalka, da se mi pridružijo za razpravo. Prosim, začenjamo za razpravo. Referati so bili vsebinsko zelo razgibani, zelo zanimivi, odpirajo marsikatero vprašanje, tako da mislim, da lahko razprava potem ponudi tudi marsikatero vprašanje za vaše strani in razjasnitev kakšnih problemov, ki nas zanimajo. Ja, dr. Gabrič. Prva dva referenta vprašal, če malo manj vem o tem, ampak ali je med temi nemškimi ali industrijsko-ekonomskimi bogatimi meščanskimi rodbinami ali pa plemiškimi iz kakšnih ali družinskih kronik ali iz takega, bom rekel, gradiva, bolj znane to, bom rekel, splošnih številk z vrha, vidno, da so se v strahu pred temi nacionalizacijami po prvi svetovni vojni, da so bili načrtno rodbina, ki je imela del posesti ali pa del industrijskega blaga v Nemški Avstriji, del pa v Jugoslaviji, da so se pol odločili, toliko pa toliko jih bo sprejeli nemško državljanstvo Nemške Avstrije, toliko pa toliko državljanstvo Jugoslavije, s tem smislu, da potem na to družinska last ne bo na en ali drugačen način prevzeta. Ali to je iz kakšnih, bom rekel, družinskih zgodovin, kakšna takšna načrtnost, ki je razvidna? Ja, kar se tiče plemstva, lahko ponudim en primer družine Turen na Koroškem, kjer so imeli posestvo v Pliberku, ki je bil v Avstriji, in v Ravnah, ki je bil v Jugoslaviji. Zanimivo pa je, da je tista veja rodbine, ki je bila v Pliberku, sprejela jugoslovansko državljanstvo, tista veja, ki je pa v Ravnah postala avstrijsko državljanstvo. Tako da to je bilo nedvomno neka taktika, ki se pa ni izšla, kajti čeprav je bil tisti Turen, ki je bil avstrijski državljan in je živel v Ravnah, bil deportiran v Dachau, je kljub temu potem po vojni izgubil posest. Bi se pa našla verjetno še kakšna druga taka, recimo tudi pri Augsburgih, eni so bili jugoslovanski državljani, drugi so stari avstrijski, ampak v končni fazi so vsi izgubili. Po drugi vojni, po prvi smislu, tisto po prvi nacionalizaciji, samo da boš državljanstvo prevzeti. Ja, to je to. A smem še v tem zvezi, sem jaz eno idejo pošel, bi Miha vprašal, tudi sem imel predavanje od Vindiš Grecov, pa tole tale dvorec pleninski. Kaj veš s tem, ker namreč te lokalne govorice so bile čas, da se je izposloval, da je ravno tam meja še ne res je bila državna meja, da dvorec je res še bil v Italiji. A je to res, da je lahko kaj posegal, da se je tam meja spremenila, če te kaj znam, lahko ne zanima. To bo po prvi svetovni vojni. Zdaj tega jaz nisem raziskoval, poznam pa ta primer, ko je splošno razširjen, da je pač knez Vindiš Grec dosegel, da je planina prišla pod Italijo prav z tega stališča. Dvorc, mislim, da planina je... Dvorc, posestna gola. Jaz le nima kaj dobro prepoznati, treba, da se ta tovrstna problematika vleče vse do sodobnih časov, ker ravno vprašanje državljanstva, potem tudi pri denacionalizaciji to predstavljamo, da vem, da smo imeli še v arhivu veliko opravkov s tem, da smo prosili v Beograjske arhive, da so pač dostavili kakšne dokumente, ki so skazovali dokaze o tem, da je kdo bil državljan Jugoslavije ali ne, in bil z tega drugega pola naslova upravičen čas. Damjan? Pa Janez Strgar potem. Jaz imam vprašanje za kolego Matiča. Namreč tole, kar je tukaj še ostalo na predstavitvi, kako že rečemo. To so seveda ogromne migracijske oziroma prebivalstvene izgube in ogromne migracije. Me zanima, če je kakšna raziskava sploh narejena, koliko je dejansko migracije, koliko je pa spremembe pri istih osebah. Ker prvič 19.10. je štetje, najbrž predvidevam, da so ti podatki izvirajo iz občevalnega jezika. Leta 21 pa mislim, da se je narodnost popisovala. In že tukaj je seveda razlika. Drugo je pa čisto konkretno, da so ljudje
prej bili se prištevali k nemškemu občevalnemu jeziku, potem pa naenkrat postali Slovenci, ne? Oziroma Slovenci, Hrvati, Srbi, mislim, da se je to popisovali. Ja, to vprašanje je zelo na mestu. Gre pravzaprav za eno silno cono, če govorimo o obdobju pred Prvo svetovno vojno, imamo zrcalno sliko na, če govorimo o Ljubljani ali pa Mariboru. V Ljubljani, recimo, mestna oblast izvaja to opisovanje prebivalstva na ta način, zelo besedno silijo ljudi, da kot smo občevalni jezik da v posameznih primerih, ne splošno, ne namesto nemškega slovenski, ne. V Mariboru pa ravno obratno. Tako da ti podatki so že v štartu zelo relativni, ko govorimo o letu 1910. Seveda so pa relativni tudi kasneje, ker mi ne vemo, koliko dejansko ljudi je pač iz pragmatičnih razlogov ali katerih drugih motivov navedlo, pač, da so Slovenci, ne pa več Nemci. In do tega čisto jasne slike ne bomo bolj prišli, mogoče bi lahko z zahovanjem arhivska gledija dobili kakšen bolj jasen odgovor na to, koliko se jih je izseljevali kam, da za počevanje vemo, da so se predsejšnjo število izseljevali. So bile pa tudi do določene mere notranje migracije, recimo Oskar Plavc, ki je napisal zgodovino Nemcev na Krajskem, v Deutschen Krajin. Vemo, da je po prevratu sicer ostal v Jugoslaviji, se pa preselil v Vojvodino, v Novi Sad, Ljubljane, ker je bil pač tam močna skupnost balantskih oziroma vojvodinskih Nemcev, da tam naredil svojo dejavnost, tudi na tej znotraj Jugoslavije te ravnosti pa je določili. Janez Strgar. Ja, Damjan mi je koliko že vzel jedro vprašanja, da bi vedel, da se ko sem tako še lahko videl, kolega Matiča. No, ampak prvo vprašanje je bilo pa že naslov tvojega predavanja je konec Prve svetovne vojne, dokončni zaton Nemštva na Slovenskem. Brez vprašanja. Kdor Marce spremlja do Nemštva še po koncu Prve svetovne vojne, pa do današnjih dni, recimo do včerajšnjega sprejema avstrijske veleposlanice, tu je treba postaviti vprašaj, ker če to kot trditev ne zdrži. K temu ugotavljanju Nemštva po narodnosti ali po občevalnem jeziku, potem imamo na Koroškem v času, da dobimo vojno, večkrat se dela ta primerjava, kako so koroški Slovenci izginjali v istem času kot Nemci v Sloveniji. Tam imamo še povpraševanje po jeziku, v katerem človek običajno misli. To je zelo subtilno dobro vprašanje, čeprav se zdi na prvi pogled smešno, ali pa vodič, kateremu kulturnemu krogu se prišteva, ne glede na vse objektivne jezikovne kriterije. Zdaj, razlika je seveda v tem, da na Koroškem smo sicer v plebiscitnem času bili priča, ne vemo, recimo okoli 3000 ljudem, ki so prešli na našo stran, bili prisiljeni, drugače pa vsi ostali tam, dobro, med drugo vojno se je nekaj pobili vse skupaj, pa tudi naselili, pa so prišli tudi nazaj, ne? Ampak rezultat je po statistikah, kakorkoli so že spraševali, ne, in s katerimi tudi potem politika operira, je enako katastrofalno, skoraj enako katastrofalno. Razen, če vzamemo zadnje podatke, recimo za Slovenijo, tiste, ki so še sploh dostopni, zdaj tega niti ne sprašujemo, ne po jeziku, ne po narodnosti, se tam lahko hecamo med 1000 in 2000, s tem, da večina teh je že prižinjenih Bavark, ki so z Nemci prišli v Slovenijo. Še vedno pri teh podatkih, ne, je pa saj, recimo spomnil se Matjaža Klemenčiča, ki so Štajersko gledal za leto 10 in je pokazal, da marsikdo, oziroma znaten del tistih, ki so se takrat za Nemce deklarirali, je bil priseljen, recimo Maribor ali v Laško, iz popolnoma slovenskih vsi.
Tako da to prav gotovo ni bil po jeziku ali pa po rodu Nemec. To, da te številke so relevantne, so pa seveda presenetljive. Ja, če lahko komentiram, res je, kateri smo pravi, da si pripadnik tistega naroda, v katerem jeziku pač sanjaš, ne, misliš, ne, dobro. Če bi pokomentiral samo to, ali je treba postaviti vprašaj za to nemštvo, ne. Mogoče to iz same prezentacije premalo razvidno, ampak bom to mogoče malo dopolnil v pisnem izdelku. Gre za to, da sem pri tem mislil za to nemštvo v tem smislu, ko je imelo nemštvo ambicijo, da na teh prostorih prevlada politično in gospodarsko, kulturno, v vsakem smislu. In to ambicijo je dejansko imelo vse od leta 1861, najprej sicer pod krinko liberalizma, ustavovernosti, kasneje pa dosti bolj radikalno in nacionalistično eksplicitno. Ampak to ambicijo je imelo. In leta 1918 je s to ambicijo dokončno propadlo in čeprav je bil potem ponovno poskus, ko sem omenil za časa nacizma, ampak dejansko je po moje usodni prelom nastal z tem propadom katoliške monarhije, ki je dejala neko možnost oziroma realno upanje oziroma za te neko ambicije. Hvala, zdaj, če dovolite, bi še jaz vprašal najprej kolegu Bojana. Dobro, mogoče ima bolj tako enostavno vprašanje, ampak ti si prav govoril, kako je Jožko Tišler v razgovoru s Korošem zvedel za ta angleški načrt, on poročal. Za Krajšek je zvedel. Za Krajšek. No, zdaj me pa zanima, in si rekel, da Korošec ni omenil, katere države bi sodelali noter. Se ti mogoče v tvojih raziskavah ugotovil, na kjer sklop državne zveze so mislili? Mislili so na celoten kontekst. Ja. Ker dejansko enega koncepta ni prevladujoč, ker stvar je taka, ker niso se samo na te koncepte odzvali Slovenci, tudi na primer na Hrvaškem, Maček je javno, ker to je bilo očitno so v Parizu so bili neki pogovori in je verjetno namenoma predstavljal, da testirajo kakšni in so se odzvali. In je Maček enako kot v Slovencu reagiral, da so proti obnovi Avstro-Ogrske, ker je bila krivična tudi do Hrvatov, skratka so se javno distancirali od tega. Seveda, to je nekaj javno, kar se distancira, so pa tudi pri drugih narodih Habsburške monarhije, naprimer Milan Hoxha, ki je bil takrat že ta agrarni politik Slovak, ki je bil v migraciji, seveda ni bil pristaš Tise, ravno zato je naredil svoj projekt, kako naj bi izgledala Srednja Evropa, kot svoj odgovor. To je pa nek Koroščev, minimalističen samo za Slovence. V bistvu za Koroščevega vidika oziroma tedanje politike bilo bistveno, kako naj bi Slovenci, ne glede kakšen bi bil ta okvir, kar spravim. Sprva se je govorilo celo, je bila možnost vrnitve Habsburžanov. Tudi vemo v Ameriki, kako je bilo, ko so tam ustavili avstrijski bataljon, ko so protestirali vsi od uradnih predstavnikov, Miha Klek je bil v vladi, Luja Damiče, ki ga je poznal pri Rooseveltu osebno. In seveda niso bili samo Slovenci, pa praktično vsi narodi z področja Avstro-Ogrske so bili pod tem načrtom. Ni bilo pa izdelanega, bi rekel, da bi ga lahko določili kot dokončenega, kjer načrt. Bil je samo ta koncept, da je treba po teh principu. Da omenjam še to, ravno za Krajšek, ki je junija 1941 odšel iz Slovenije, bil je tudi ameriški državljan, in ki je prišel v Ameriko in je tudi predstavil pri teh ameriških oblasteh ta načrt, to je bilo pri Venišu Cannon. Pa vam rekel, počasi tole lih 13. načrt, ki smo ga v roke zdaj dobili. Skratka, teh načrtov je bila cela vrsta, ampak vsi so šli v tej smeri, če bi prišlo do tega, bi rekel, obnovitve tega koncepta Srednje Evrope po federalnem načelu. Zdaj ni bilo pa benga še prevladujočega, da bi lahko rekel, tako bo nič drugače. Hvala. Jaz bi še, če sem ravno si vzel v besedo, še oba kolega vprašal, najprej Dragana, kdaj točno je
to me zanima, slučajno sem na letu v zadnjem času, ko sem nekaj raziskoval, tudi na Kranjsko hranilnico, kdaj točno so pa te v vodstvo postavili 42 Slovencev Kranjsko hranilnico, ker sem opazil, oziroma našel v slovenskem narodu sredi novembra dr. Alojzij Kokalj, ta odvetnik, se oglasi z dolgim člankom in zahteva, da se zamenja kompletno vodstvo Kranjske hranilnice in pravi, da bi ravno isto število, 40 oziroma 42 Slovencev moralo priti v vodstvo Kranjske hranilnice, da se stvari na ta način uredijo tako, kot je treba, se pravi, da se na ta način slovenizira, ker je pač Kranjska hranilnica bila instrument nemštva in tako naprej. No, potem je, ne vem, okoli 20. novembra je potem vodstvo Kranjske hranilnice narodni vladi poslalo ponudbo, da bi, oziroma je predlagalo, oziroma izporočilo, da bi 10 mest v vodstvu odstopilo Slovencem, na kar se je narodna vlada, piše dobesedno v zapisniku, narodna vlada ta predlog hvaležno odkloni, ne, se pravi niso. Zdaj me pa zanima, kdaj so potem pa to izvedli, je bilo to še v novembru ali pa verjetno že kasneje, decembra ali... Tega podatka ne moram s tem postaviti. Sem pa to dobil v tem pregledu, ker sem pač vse plavce za nazaj, dela neko sintezo. To me sam zanima, ker sem slučajno na to prišel. Pa bi še kolega vprašal, omenjeno je bilo v referatu, kako Karel I. ni bil priljubljen med plemstvom, pa me zanima, kakšno je bilo pa njegovo gledanje na to med plemstvom tukaj pri nas na Slovenskem. Ja, tukaj se pravi, kot sem že omenil, nekih takih osebnih pričevanj skoraj da ni, jaz jih nisem našel, tako da tega ne moram reči, ampak splošno velja, da mu je bilo nenaklonjeno zlasti tisto visoko aristokracija, ki je odločila. Medtem ko tukaj naše lokalno plemstvo, recimo, je pa bilo seveda mu zvesto v vsakem primeru, kajti za verodom cesarje so oni vesto. Hvala. Rok Strgar, ne, če sem prav videl. Ja. Tukaj začel s to statistiko, ki jo gledamo pa z naslovom, ki je jaz mislim, da je zdaj že nekaj 20 let znano, da te statistike avstrijskih, ki govorijo o očevalnem jeziku, ni mogoče prevajati do nacionalne pripadnosti in sicer nikakor. To je lahko večjemu približek tega, kateri jezik so ljudje govorili primarno. Dvojezičnosti, vseh drugih fenomenov, da bi seveda ne zajali. Z tega naprej, glede na vse te stvari, ki so se v zadnjih 20 letih v historiografiji afriške monarhije zgodile in v študijah nacionalizma, bi vprašal, kakšen smisel pravzaprav ima govoriti o Nemcih in pa Slovencih kot nekih dveh homogenih skupinah, ki se tukaj premikata skozi zgodovino in ki sta v bistvu akterji. Ali vendar niso akterji ljudje, ki se identificirajo situacijsko, dinamično, katerih identifikacije se v tem času zložimo. S tem se lahko popolnoma strinjamo, če tako stvari zastavimo, je že od začetka jasno, da etnični izvor ne igra odločilnega momenta pri tem, ko se bo šlo predeloval za eno ali pa drugo stran, ko govorimo o nacionalnem opredeljevanju. Če pogledamo en največjih voditeljev Nemcev na Kranjskem, Karl Dežman, vprašanje, če Nemc, jaz mislim, da ni, po svojem izvoru nikakor. Ampak v določenem času je bil zelo izključen Slovenc in je bil zelo velik domoljub. Potem pa je nekako sprevidel, da je druga stran bolj civilizacijsko, kulturno napredna, da je slovenska preveč konzervativna, nazadnjaška. In je pač naredil konkret. Po drugi strani imamo tega, mislim, da je ta gospod Kosta, ta je bil vodja Slovencev, pa pravijo, da ni znal kaj dosti sestaviti slovenskih besed, kakšne zaokrožene misli ali pa celotno. Bil po svoji kulturni provenienci Nemc, in to nedvomno. Tako da tudi kasneje, Baron Švegal, po koncu monarhije, v 19. stoletja, začetek 20. stoletja, po izvoru čisti Slovenec, ampak po političnem
nacionalnem delovanju pa, mislim, Nemski je dejansko, nemški tabor na Kranjskem budil nazaj k življenju, no? S tem, da je spretno primaril med liberalno in klerikalno slovensko stranko. Tako da te stvari so zelo relativne že na tej ravni, govorimo o voditeljih ali pa politiki. Kaj šele o navadnih ljudeh? Ko pride do sokolskega pretepa leto 1866 ali 67, da je že bil, so pač Turnarja Sokoli pretepali iz enega čustvenega razloga, ker jih je toliko motil, da je bil včasih pri njih, pri Sokolih, in je bil ta človek prej Slovenc, pa je prestopil Nemcem, in je postal Turnar. In so rekli, kar tako te pa ne moramo spustiti. Tako da, te relacije, to so skozi ta dinamika ne obstane, v nobenem času, od začetka ustavne dobe do konca monarhije in po moje se nadaljuje tudi kasneje. Zato so te številke, se strinjam, zelo relativne, prvič zaradi tega, ker so bila načela drugačna, ugotavljala se učevalni jezik, tu se drugače ugotavljala, ampak vsaj neko orientacijo, za zelo grobo orientacijo, pa mislim, da vsem so priročni, ker drugega nimamo. Hvala lepa. Mi imamo zdaj že 20 minut razpravo. Predlagam, da si vzamemo 15 minut odmora.